bomo začeli, zdaj, kar se nabral. Ja, prinesem še vas to. Ne, mislim, da ne rabite nič, ne? Hvala. Torej, lep dober večer, bomo začeli. Danes, kot ste že opazili, imamo gostjo, to je gospa Mojca. Joško bo več povedal o njej in jaz bom kar prepustila njima cel večer. Tako da, kdaj se vidimo, aprila ne vem še, ker še nismo dorekli datuma, se pa zagotovo vidimo zopet, ne? Tako da, Joško, izvoli. Hvala lepa, Marina. Ja, Marina, poprat, vedno se ti bom tudi zdaj zahvalil, da si jih organizirala, da si se potrudila, da ti dam eno rožico. Zdaj en dan prepozim. Hvala. Hvala res. Včeraj je bilo Gregorjevo, ne? Mi vedno to je praznike uvajamo in to je pa naš avtohtoni praznik. In ta praznik odpre srce ljubezni. In ta dan ne pravi zastojno se ptičke ženje. In tista pesem se bo danes slišala tudi. No, tole je Mojca. Mi pa že zelo dolgo sodelujeva, oziroma sva začela v Ljubljani skupaj, sva imela delavnice, ona je bila moj mentor, tako da sem vesel, da se je odzvala moje prošnje, da sem jo lahko zopet k vam pripeljal. Ja. Evo, Mojca. Ona bo začela, ker bo pa časa vstal, bom pa še. Takole, Mojca, kaj si se odzvala, imaš eno rožico. Hvala. Takole, da so še malo posledkali. Ker imaš probetko. Samo še toliko, vsi, ki ste novi, ne pozabite se upisati, če želite dobivati obvestila. No, taki lepi naslovi, naj bodo, da jih bom znala prebrati. Pa jim bomo začela. En del je, ko smo razporejeni takole drug mimo drugega, jaz običajno grem vmes. Ne, da je en spredaj drugi zraven in ta del mi najbolj odgovarja. Jaz bi vas naj kar zaokrožila zraven, ampak ne bo danes tak, kot je, da enostavno energija teče. In enako prijetno je za vsakega od nas, ko lahko nekaj podelimo drugim. In ta odpre neskončno povezavo, ki teče iz nas v vas, iz enega v drugega in ta meja izgine. Ni več tu sem jaz in tu si ti, ampak teče kot midva, kot mi trije, kot mi v celoti. In ta neskončna povezava se bo udejanila tudi v tem trenutku. In najprej naše antene, neskončne roke, s prsti takimi in drugačnimi, nas povežejo z vsem živim. In kot slepec lahko potipamo ta del, pobožamo zrak, ki nas obdaja, ne glede na to, ali ga vidimo ali ga ne vidimo. Vse, kar je v nas in izven nas, je znamo. In takrat ugotovimo, da ne živimo mi življenje, ampak da življenje živi nas. Enako velja za naš dih, da ne živimo mi diha, da ne dihamo mi, ampak dih diha skozi nas. In ko danes občutite predel okoli srca, če se popolnoma povežemo z njim, lahko občutimo žarečo, bleščečo kroglo. Ta krogla se udejanja v nas sami
In ta krogla raste z nami in napolni cel ta prostor. Ko jo bo odprl vsak od nas, se bo ta svetloba zlila in takrat odpadejo vsa imena, vsi krimi, vse zunaj in znotraj, ampak enostavno postaviš tisto, kar si. Običajno, če je karkoli, kar nas pripravi v stanje povezave, je en del, preko katerega naše izkušnje govorijo drug z drugim. In dostikrat, kadar nas neka oblika izražanja pri drugem moti, je lahko naše zrcalo. Jaz bi vam povedala še zraven eno izkušnjo. In sicer izkušnjo, ko znamo soditi v nečemu in v tem smo pravi mojstri. Ko začnemo govoriti o sodbi to in drugače in nam je to všeč in druga stvar, naprimer, kadar sodimo naš sistem, našo politiko, kaj se nam bo zgodilo? Enake izkušnje bomo dobili. Zato energije ne dolagamo, če se da, bomo danes naredili eno stvar, da bomo vse ljudi, ki čutijo, da vodijo našo prelepo Slovenijo, da jim pošljemo ljubezen. Ljubezen, da bodo pogledali tudi izven sebe, da bodo opazili vse stiske v naravi, stiske ljudi. In ko se skoncentriramo in jim pošljemo v našo skupščino, to ljubezen do sočloveka začne teči pred nami, drugačna oblika. In takrat se tem ljudem, ki so v taki poziciji, v trenutku lahko zgodi, da bodo v tistem trenutku začutili in govorili nekaj drugega, kar bodo v tistem trenutku mislili. Ogromno bomo naredili največ s tem. Enako velja za vsa poročila, ko se jezimo zraven, ojačamo tisto, kar hočemo. Enako velja, če nas pri partnerju ali pri otroku karkoli moti, kar ni v skladju z našimi pričakovanji. V takem primeru pride do sodbe. Dobimo naslednjo izkušnjo preko drugih ljudi, zopet znova in znova. Nihče od nas, če hočemo iti po svoji poti, ni tisti, ki lahko drugega sodi. Vi poznate to obliko v službi, poznate obliko pri prijateljih, poznate to obliko pri sebi, pri otrocih, v ozki družini ali razširjeni. In ko ugotovimo, da se rešimo iz starih vzorcev, se rešimo s tem, da nehamo soditi sebe in druge. Lahko poveste kakršnokoli izkušnjo življenja, ko vam stvar ni tekla po teh načrtih, ki ste si jih ustvarili. Bi kdo podelil to z nami? Se še težko odpremo drug drugemu, še malo težje podelimo stvari, ker mislimo, kaj bo pa ta o meni rekel, kaj si bo pa o meni mislil, kako bo pogledal na mojo stisko zraven. Tu smo zato, da drug drugemu ponudimo svojo roko. Ni potrebno ničesar drugega narediti, kot občutiti medsebojno povezavo. Povezavo v tem trenutku, da vse, kar naredim jaz, ima vpliv na vse ostale. In vse, kar naredijo ostali, ima vpliv, enako vpliv tudi name. Ko enkrat do konca te stvari ozavestimo, takrat gremo skozi življenje na drugačen način. Vse ostale zunanje oblike izginejo. In temu rečemo, da se prepoznajo duše.
Poskušali bomo narediti eno meditacijo, če se strinjate s tem, da se med seboj še globlje povežemo v tem prostoru danes na 13.3.2013. Tudi datum je izjemno močen in tudi ta števila nas v določenih stvareh podprejo. Sedimo se v udobni položaj. Začutimo ta prostor, to blagodejno svetlobo, ki lije na naša telesa, tla pod nogami. Trdno občutimo stopala na tleh in se povežemo s obliko našega planeta. Globoko vdihnemo, izdihnemo. Začutimo, kako se naše celice polnijo s kisikom. Dobijo energijo tega planeta, te okolice in naš dih se prelije drug v drugega. To, kar vdihne sam, izdihne tvoj prijatelj, tvoj sosed. In v tem prostoru je dih, ki diha skozi nas tisti, ki nas poveže na drugačen način. In globoko, ko vdihnemo v trebuh in zopet izdihnemo, večkrat zaporedoma, se nam nenadoma zgodi, da se zavemo, da dih diha nas. Dih se izrazi skozi nas. Preko diha se povežemo. Pretok skozi naše telo je vzpostavljen, vse teče. V predelu srčne čakre, kjer je priželjc ali timus, žleza našega ustvarjanja, živi majhna, drobna lučka. Oživimo to svojo iskrico v sebi, občutimo njeno blagodejno toploto v prsih, se povežemo z njeno lučjo in ji damo tisto, kar nam daje sama, neskončno ljubezen tega trenutka. In lučka se hrani s to ljubeznijo, postaja večja, oblije celotno prsno votlino, se zlije skozi trebušno votlino, skozi noge in roke in postanemo žareča, bleščeča krogla, ki se širi navzven, objame vse brate in sestre tega prostora, obda celo pokrajino, se dotakne vsake hiše, vsakega drevesa, vsakega kamna, neba in vode
in neomejeno plava naprej skozi vso Slovenijo, Evropo, Azijo, Avstralijo, daljno Japonsko, Ameriko, polarne kraje in obdal celoten planet. Ta se razširi na kozmos in v nešteta vesolja. Nobene meje ni, da se ne bi razširila v neskončnost. Vse meje, ki jih postavimo, nam jih postavi naš In ko se razlijemo preko vseh meja, so vse stvari možne. Takrat ozavestimo, da vse diha, tudi naš del. Občutimo znova svojo hrbtenico, prepleteno s tisočimi cevkami in cevčicami svetlobnih žarkov. In močan žarek skozi trtična vretenca igrivo preplete svojo pot do zemlje, prodre v njeno notranjost, se izmuzne skozi kamenje, med skalami, vedno globlje in globlje, dokler ne pride do središča zemlje. Tam je popolnoma enaka svetleča žareča krogla, ki prepozna naš žarek in mi njen. To je neskončna energija, tista energija, do katere se lahko vedno znova in znova vrnemo in nam daje dar življenja, tega trenutka. Skozi naše bleščeče svetlobne nitke se ta neskončna energija središča zemlje spusti po nitkah navzgor na površino. Skozi vse kamenje in skale in prst, dokler ne pride na površino zemlje in znova najde pot do naše trtice. To močno energijo, energijo življenja začutimo v svoji trtici in ta energija se razlije po celem trebušnem delu, preko kolkov stopala in naše noge se znova zavedajo svojega življenja. Nešteto korakov, ki so jih naredile in s hvaležnostjo sprejmejo dar središča zemlje. Če nas kjerkoli boli, ta svetloba očisti, zlije se kot reka in to bolečino v kolenih ali stopalih, ali v kolčju objame z ljubeznijo. Nosijo naprej v prsni koš in če občutimo kjerkoli kakšno drugo bolečino, jo oblije z ljubeznijo.
prelije se v roke, ramena in ta življenjska energija objame vse, kar občutimo kot bolečino. Dvigne se više skozi grleno čakro, oblije kot luč celo glavo in se razprši v kozmično večnost. Polni nove energije naše Matere Zemlje, začutimo hvaležnost, da lahko delimo ta prostor, kamor se vrnemo, drug z drugim, vedno znova. Občutimo notranje šumenje, ki se zliva iz celice v celico, kot da bi natočil nešteto kozarcev svežo studenčnico. Čutimo sebe, svoje okolje, svoj prostor in se zahvalimo za to, kar smo v tem trenutku dobili. Energetski naboj novega življenja. Zopet ozavestimo dihanje svoje notranjosti in se počasi vrnemo nazaj, hvaležni za ta energetski naboj tega trenutka. Občutimo znova sebe, vzbudimo prste na nogah, pomigamo s prsti, nartom, meči, stegni, trebušno votlino, prsno votlino. Vzbudimo svoje antene rok, ramena, grleno čakro, glavo. Če kjerkoli občutimo, da bi zakašljali, sproščeno zakašljajmo, si popravimo del grla, občutimo ušesne mečice, jih malo pomasiramo, da se nam vzbudi pretok še večje energije skozi hrbtenico. In se hvaležno zahvalimo za ta trenutek delitve. Danes se bomo spoznali zvoki tega trenutka. To je gong. Kdo od vas je že imel kakršnekoli izkušnje z gongom? Nekaj. Za vse ostale, ki bo danes prvič, bi povedala še naslednje. Vsaka celica našega telesa vibrira in ima svoj zvok. Če si zatisnemo ušesa, lahko občutimo in slišimo svoj zvok svoje notranjosti. Vse poje v nas in izven nas. In vse je lahko tudi tišina. Kajti zvok se rodi iz tišine in tišina se rodi iz zvoka. Ko prisluhnemo vsaki celici,
ko občutimo kjerkoli, da ni pretočno, ko dvignemo roko in občutimo mogoče bolečino v ramenih, v grlu, v glavi, v nogah, v rokah, v telesu. Nekje nek del energije zastane. Da se prelije in pretoči iz enega dela v drugega, nam omogoča petje gongov. Jaz sem vam danes pokazala ta del, kjer se očistijo vse naše čakre. To je gong imenovan platonik. Poznate naša energetska telesa, ki so kot nekakšna sredina v našem telesu in ki nas vedno znova spomnijo, kadar se vse v nas neharmonizirano odvija v našem organizmu. Gong ima to moč, da uravnava delovanje celic. Med njimi začne teči povezava, kot velja za sosede, ki se mogoče pol leta niso pogledali, pa začnejo med seboj zopet govoriti. Steče komunikacija. In ta komunikacija uravnava enakomerno vibracijo vseh celic našega telesa. In ob igranju bo mogoče koga bolelo, v prsnem košu, v nogah, rokah, kjerkoli na našem telesu. Tam, kjer je občutek bolečine, nam hoče sporočiti, da je nekaj, na čemer bomo morali še graditi, da je nekaj v nas, s čimer se bomo morali še soočiti, da je nekaj v našem organizmu, kar nam pripoveduje, da se je treba pogovoriti s tistim delom v nas samih in poslušati tudi njegov odgovor. Če je to kakršnakoli bolečina, za katero pravimo, da nas boli duša, je enako pomembna kot fizični del telesa. Torej vsa naša telesa so med seboj povezana in gong je tisti, ki jih običajno poveže in harmonizira. Igranje je tako, da ne igraš ti, ampak te vodi zvok. Niti enkrat se ne ponovi. Kadarkoli igraš, vedno igra drugače. In kadarkoli občutiš v svojem telesu, da v tem trenutku ne preneseš stika sam s seboj, v takem primeru se mirno vstani in zapusti ta prostor. Ni v tem, da trpiš v nekem delu. V takem primeru mogoče še ni ta trenutek, da bi se povezal sam s seboj dovolj močan, da bi šel skozi stvari. Ali ti pa na drugačen način ni v taki obliki tako blizu. Ko se povežeš sam s seboj, takrat se ne vežeš na ničesar, ne na zvok in ne na tišino. Takrat enostavno veš, da to je v tem trenutku. Je kdo v meditaciji začutil karkoli posebnega, da bi podelil z nami? Toploto. Po celem telesu? Različno. Se je ta toplota med seboj povezovala? Mislim, da je potovala. Prelivala se je iz enega. Kakšni so bili občutki? Bi še kdo podelil karkoli? Pekanje po celem telesu. Že tako, ko smo se usedli. Brez začetka meditacije. Tako. Poglejte zdaj svoje dlani. To je zemljevid, ki vam bo pokazal,
kako teče življenje skozi vaše dlani. To smo mi. To življenje v svoji notranjosti. Dlan kot dlan je samo oblika. Življenje je v njej. In ko občutimo, da življenje živi nas, takrat vemo, da ne živimo mi življenja. In da je ta del, ki ga lahko zdaj delimo drug z drugim, večen. Ne oblika telesa, ampak tisto, kar je v nas. Ta energija, ki jo različno imenujemo, lahko jo imenujemo či, lahko jo imenujemo ka, lahko jo imenujemo ba, kakorkoli. Ampak to je energija, ki nas preveva, vsako celico. In če pogledamo in zapremo dlan, lahko čutimo, kako življenje teče iz dlani v prste in iz prstov nazaj v dlani. To so nežni in subtilni občutki nekega bivanja. In ko se dotaknemo svoje kože, se koža dotakne nas. In ko boste danes šli domov, pobožajte drevo, katerokoli. In ko boste drevo pobožali, bo drevo pobožalo vas. Ko boste občutili svoje dlani, tisto, kar v resnici so, tisto, kar teče skozi nas. In enako se bo dogajalo z zvokom. Ko boste v trenutku se prepustili tem blagodejnim, zdravilnim vibracijam, bo začelo vaše telo peti. Mogoče v začetku neslišno, na koncu bo zapelo v celoti. Vsaka celica v našem telesu se bo oglasila v svojem zvoku, ki bo harmoničen s celim telesom. In te zvoke bomo delili drug z drugim. In ko se bodo vibracije počasi prestavljale, se bodo potegnile v tla, v zemljo, v okolje in razpršile po celem planetu. Ni omejitev. In če kdorkoli, da se mu bo zdelo, da je premočno, naj gre v drug prostor ali prostor zapusti. Ne razmišljajte o tem, da motite soseda, kogarkoli. Ko se enkrat prepustiš, postane sam zvok. In na koncu, če boste začutili en delček tega, kar bo gong predal vam samim, boste videli, kako malo je potrebno, da postanemo vse v življenju. Nič in vse. Kako malo je tega, kar lahko podelimo drug z drugim, da osrečimo sebe in s tistim, s katerim delimo. Tudi ta trenutek, tudi to izkušnje. Poskusite se popolnoma sprostiti v sebi. Če vas kjerkoli tišči, si podložite tisti del. Tudi če vam ni udobno, se sezujte, slecite, ogrnite, pripravite. Resnično, ponavadi se, če je več, ko se igra, lahko tudi uležete zraven. Bistvo je, da vedno manj poskušate samo opazovati, če pride misel, pride in odplava naprej, predajte jo zvoku in na koncu boste resnično občutili svojo predajo, ko pride v vas in iz vas. In še nekaj, naš božanski zvok, ki ga lahko podelimo, je tudi Om in 3-krat lahko napolnimo ta prostor in cel planet s tem zvokom.
Še globoko vdihnemo in izdihnemo. Lahko zapojemo ta sveti starodavni zvok začetka tega planeta. Noben instrument nas ne more omejiti, nobeno telo nas ne more omejiti. Neskončni postanemo s tem, kar oddajamo, kar delimo drug z drugim. Zame je igranje gonga sveti obred. In glede na to imam tudi posebej obleko, ki jo ponavadi uporabljam, kadar se približam in postavim zvok. Ta del delitve je zame sveti obred in z neskončno ljubeznijo ga danes predajam v ta prostor, v ta kraj, na ta planet, v to vesolje. Med tem časom, ko se jaz grem samo preobleči, lahko ali se sprostite v glasbi ali v meditaciji svojega notranjega dela. Lahko si podstavite še kak stolček, da bi vam bilo lažje pri sedenju. Naredite tako, da vam bo resnično udobno. Energija v prostoru je zelo močno narasla, kar lahko občutite na različne načine. Občutite toploto po celem telesu, občutite gomazenje po celem telesu. Samo predajte se z ljubeznijo temu občutku. Gong bo še ojačal to naše neskončno čutenje vsake najmanjše vibracije. In ko se oglasimo s temi najsubtilnejšimi energijami, se oglasimo svojo dušo. Duša ne bo igrala z bobni, da bi jo slišali. Njen glas je pogosto izjemno tih. Mi vejo, da nam nekaj notranjega govori, pa zamahnemo dostikrat z roko. Danes se vam bo odprl drug svet, ta svet globoke notranjosti, ta svet, kjer poje duša v tišini same sebe in v zvoku. Kajti oba sta se rodila iz iste energije, tako zvok kot tišina. Oba imata isti izvor. Ravnovesje med obema je harmonija življenja. Tako kot vse ostalo, ko se ne vežemo ne na uspeh, ne na neuspeh, ko plujemo v sredini in objamemo oba z ljubeznijo. Naj vam bo dano slišati notranji glas.
Prišite bliže, če želite. Pogledate ta del izročila. Se poveže. In če damo vam ga samega sebe, začnete ga na drugačen način. Glas, ko zapoješ, zavibrira. Lahko zapojete karkoli želite v tem trenutku, gong se bo odzval. Bi kdo želel zapeti kakršenkoli zvok? Vseeno. Povezani smo med seboj. Mi zdaj, poglejte, popolnoma vseeno je z moje strani, ali vam bo igranje všeč ali ne. Zame ni pomembno. Pomembno je, da dam tisto, kar čutim v sebi. In to je bistvo tega. In zame je pomembno, da bo izraz, ki bo zavibriral preko tega, tisto, kar v meni je. Ker nisem tista, ki igram. Gong igra sam. In če ga zdaj poslušate, že poje. To je oglasitev. Oglasitev dveh duš. Človeške s kovino. In začne peti samo cel. 1000 je takih čudežev. In ko sprejmeš ta čudež, veš, da si tudi ti sam čudež. In ko začneš verjeti v neskončno ljubezen, v ljubezen čudežev, se ti čudeži začnejo dogajati. Tudi če so otroci daleč od nas, pa bi jih želeli imeti bližje, ko verjameš v čudež, se čudež zgodi. In če poslušate, gong poje. Vibracije se sproščajo.
igranje, to je boženje in stik. Kličem svete sile vzhoda. Naj zavibrirajo skozi ta prostor, skozi vse, kar jo dane vesolje. Kličem svete sile ljubezni z juga. Ko zavibrira vse, kar se izrazi z ljubeznijo. Kličem svete sile zahoda. Tako zgoraj kot spodaj, tako znotraj kot zunaj.
Čutimo tišino v sebi. Ki se izmenjuje med zvokom. Blagodejna kopel, ki se je zlila preko naših teles, bo tekla še naprej. Te vibracije nosimo najmanj še 4 dni v sebi. Taka zvočna kopel običajno traja 7 dni za zvoki. Tako kot pravimo, da energija vedno pride za nami, nas bodo tudi zvoki s svojo neskončno ljubeznijo spremljali še naprej. Mogoče boste dovolili sebi, da se boste tam, kjer vas v tem trenutku razjeda bolečina, zlili s temi zvoki, ki imajo božansko moč zdravljenja. Običajno celice vsaj 4 dni po taki zvočni kopeli potrebujejo večjo količino vode. Zato ne pozabiti popiti nekaj kozarcev več po takšnem dnevu, občutiti znova blagodejno tišino v sebi in prisluhniti zvokom svojega telesa. Hvaležnost, da sva lahko delila z vami ta božanski obred. Naj vas oblije s vso ljubeznijo. Hvala. Če bi kdo želel karkoli podeliti, kakršnokoli izkušnjo, Meni se noge še zdaj se treslo. vibracije bojo še ostale naprej. Ampak tako, ora se ne močem videti. Ja. Ta del je učiti se in zaupati svojemu koraku. Popolno zaupanje, da je vse, kar narediš, prav. In da vse, kar življenje prinese, je tisto, s čimer se moramo soočiti. In vsak korak, ki ga naredimo, se
te vibracije, ki potekajo, harmonizirajo tisti del, s katerim se do sedaj nismo mogli v celoti soočiti. Meni je spodala vaša beseda. Otroci. Če? Ne vem. Samo so se mi ulile solze, ko ste izrekli, da sem Svoje čustva mi, vsak od nas nosi v sebi sebe. Mogoče nismo dobili tisto ljubezen v svojem življenju, ki naj bi jo starši delili s svojim zaželjenim otrokom. In ko začutimo v sebi, odpremo roke, objavimo sebe kot majhnega otroka. Mu vdihnemo vso ljubezen, ki jo čutimo v tem trenutku. In mu povemo, da je vredno iti po tej poti, ki smo si jo izbrali. Kakršnakoli je. Vedno lahko delimo to sami s seboj. Če boste želeli, kdaj bomo naredili eno globoko meditacijo, kjer se lahko soočimo s tem globokim notranjim občutkom praznine, kjer je en delček prostora, kamor bomo položili obliko ljubezni. Prvega pa bela barva. In beli lotosovi cveti, polno obrobno so se odpirali, nenormalno, kot da smo na travniku lotosa. Ja, nove vibracije, novo vedenje, nova globoka sreča v nas samih, da smo pripravljeni iti s svojimi nogami naprej in vsi lotosovi cvetovi nas Ma jih je bilo ogromno, vsake za sebe normalno odpirali, en za drugim, ko razcvet predstavlja to, zelo. duhovni razcvet. In potem se pojavlja bledo viola, svetlona, in potem pa kar nekaj iskra, ogenj se prižgal. Kar kot da se prižgala v žgalnik. No, glede na to, kar smo zdaj slišali, bi vam vsem povedala, čeprav najprej nisem mislila, da meditacija je bila globlja, kot se vi sploh zaveste. Občutili ste energetski tok, ampak globino, da ste prišli do središča naše matere zemlje. Ko se energija sprosti, ko pride v naše telo, ko gre skozi nas same, je božanski blagoslov. In tega boste čutili še precej časa. Tako da pojdite z ljubeznijo, če ne boste mogli zaspati, naprimer danes, če boste polni nečesa neizrečenega, kar boste čutili v sebi in neko obliko popolne radosti, kar prinese tako druženje. Dostikrat pa se odprejo tudi tiste stvari, s katerimi se moramo prej ali slej soočiti. Bi še kdo podelil karkoli? Še Sem kako? slišala kot ene glasove ženske. Ja. Vse od teh, to je notranji glas, to je naša radost, ki se izrazi na ta način. In slišali boste vse od zvonov, od šumenja listov, od ptičjega petja, od nenazadnje tudi avtomobilskih zvokov, vse je v eni sami obliki. Videli ste, da se tu ne tolče, bobni prizemljujejo, pri bobnih je tista moč, tudi energetska moč. Tu je vsa globina nežnosti, ko se nam čakre začnejo vrteti v svoji smeri. To je harmonizacija celotne diagonale, ki poteče skozi nas.
božanske in to božanskost prelije tudi na nas. Je še kdo karkoli želel podeliti? Da bo to popustili. Pomeni z nogami, pa da Zdaj sem že tresal. se imamo zebe to, kar Kadar gremo iz telesa močno ven, se mora potem zopet tisti del, ki je na nitki, vrniti počasi nazaj. In to so te močne vibracije. jaz stresam kar. Ja, potem se bodo stvari še umirile. Samo pit in z ljubeznijo se zahvaliti, da nam je bilo dano iti na ta način skozi to. Še kakšna stvar, ki bi jo podelili? Je bilo kdaj, da ste komaj zdržali, glede na moč? Ja, ko si tisti v tišini, ko se poglobiš v tem, potem tisti močni zvok in te malo drži. Moš mi tu sta odprta. Vsi zvok, najmočnejši je bil v sosednjem prostoru. Takrat, ko sem šla z malim ven, v glavnem nisem upala še tu, ker me je vodilo na ta način. Jaz drugače nikoli ne grem iz prostora, prvič sem danes to naredila, ampak ko se prepustiš vodstvu, delaš pač stvari, ki niso v glavi. In ko grejo stvari skozi, vam ta zelo močen zvok lahko v trenutku naredi, da v trenutku greš iz telesa ven. Ali se pa v trenutku moraš vrniti nazaj. In to je ta, ko mi občutimo kot nek šok. In tam, kjer so vibracije, tako jaz to zvočno kopel delam pač pod drugim vodstvom. In ko vodi, če kdo rabi res močno, je enako, kot če vi greste pod močen slap. In ko se prepustite, vas res zbiča, ampak na koncu občutite vsako celico. In enako velja za to. Ne me je paša, zato me tako paša ta zvok. Jaz 4-krat na leto ob solsticih in ekvinokcijih vedno povabim eno skupino ljudi in takrat slavimo z Materjo Zemljo, s življenjem, s tem, da nam je dano to deliti. In takrat pridejo ponavadi s spalnimi vrečami. Če se da, smo zunaj, če ne, imam en prostor, kjer pač podelimo in takrat traja to več ur. Jaz temu pravim pač Božji obred je to. Kjer se potem zaspi, kjer se zlije s tem zvokom, kjer se meditacija odpre sama od sebe in si v tistem blaženem stanju, ko ne spiš, niti ne bediš. Veš, da si tu in popolnoma izklopiš. In 22. bom zopet igrala v marcu. Slavili bomo prihod luči, dan se bo daljšal, tema bo počasi izgubljala svojo moč, ampak z ljubeznijo se bomo poslovili za ta trenutek od nje, vedno, ker vsaka oblika je točno tista, ki mora biti. In v juniju je potem naslednji obred, v septembru in v decembru. To so take prelomnice, kjer spoštujemo vzhode in zahode, kjer se približamo tej neskončni lepoti, ki lahko gledamo vsak dan, če vidimo. Ko se vi dotaknete kapljice morja, mimo katerega hodite, ko vas poškropi en delček vala, ko dobite negativne ione, ali znate to v celoti začutiti s hvaležnostjo v sebi? Vam je dano ta občutek? Ali gremo kar tako mimo, ker smo vajeni to deliti?
Mene morje vedno znova, kot da se vračam v neskončno zibav, neskončno osreči. Ne glede na to, da živim pač nekje drugje, da v bistvu se vedno z ljubeznijo vračam iz enega konca na drugega. V tem življenju mi je pač dano, da živim v drugačnem okolju, kjer me vodijo drevesa, njihov duh, kjer drevesa objamejo tebe, ko greš mimo, kjer se srne, ko jih pokličeš, ustavijo in pridejo k tebi. To se ti dogaja takrat, ko si v popolni harmoniji z naravo, ko ljubezen sije iz tebe in živali to občutijo. Metulj se usede na tvojo obleko, ti ostaneš, ko daš roko, stegneš, pride k tebi. Poskuste, videli boste. Majhni čudeži, neskončne harmonije povezanosti. In takrat si metulj in si gosenica in si trava in si drevo in veš, da ni popolnejše oblike, katerakoli je. In če je navadna gosenica, kot rečemo, je najpopolnejše oblike. In če je vrtnica ali pa osad, vsak ima popolno obliko. Sam sprejet pa videti je treba. Enako velja za naše otroke. Vsak, ki je unikaten, popoln, kakršenkoli je, še posebej, ker se je izbral tebe za starša ali pa ti njega. In tisti, ki boste danes ali imate otroke ali iščete sebe v tem otroku, ko boste zvečer objeli, in boste objeli na drugačen način. Energije ljubezni so prišle iz vseh strani neba, tako zgoraj kot spodaj, tako znotraj kot zunaj. In ta se bo prilila iz vas do vsega, česarkoli se boste dotaknili. Pa če bo to stol, ki ga boste prestavili, poravnali prt na mizi ali vzeli kozarec vode in jo z ljubeznijo in hvaležnostjo popili, da nam jo je dano še vedno užiti v vsej polnosti. To je to. In ko me ljudje dostikrat na koncu vprašajo in rečejo, o čem boš pa drugič govorila? Lahko povem začetek, pridem tja, vse ostalo je višji načrt. Ko enkrat sprejmeš in to povezavo občutiš med seboj, se ustvari neka božanska harmonija med nami in vsi postanemo bratje in sestre, in matere in očetje, in otroci. Vedno. In naj vas ti občutki, ki ste se jih danes zavedali, ker tako ali tako so vedno v nas, naj vas spremljajo naprej na poti. Ampak ne vežite se na ničesar. Tisti trenutek, v katerem ste, je točno pravi trenutek. Pa če se vam zgodi še takšna preizkušnja v življenju, ko se nam dostikrat dogaja, da težko gremo skozi njo, vedite, da imamo vedno dovolj moči po vsaki taki obliki ozaveščanja sebe, našega bogatstva. To, kar mi v resnici smo, neprecenljivo bogatstvo. Na zunaj različni, na znotraj povezani. Kakorkoli, še vedno smo ljudje, ki rabimo dotik. In da povemo nekomu, da ga imamo radi, se ga dotaknemo. Mu vibracije, če se vi že sami sebe poveste, da se imate radi, pobožajte tisti, tudi tisti, ki vas boli na tak ali drugačen način, ki ga občutite na drugačen način, pobožajte se, pobožajte svoje eterično telo, čustveno telo, ki je okoli nas, neskončnim objemom ga vzamete, poljubite in se povežete. To smo mi. Vsi popolni.
nepopolnosti v naravi. Sam človeški pogled je včasih različen. Ne vidimo popolnosti, ampak zato smo to, da se učimo, da vidimo to popolnost v vsem. In vsak je najlepši v tistem trenutku, ko zasije iz tebe ta luč, ki smo jo prižgali. To je to. Je še kdo karkoli želel podeliti? Zdaj, kakšna je tukaj energija? Jaz vse čas, ko vas gledam, je tako, ko smo pri Jožku tukaj gledamo točko. Se mi spreminjate, vas cajt. Je to taka močna energija, da je tukaj skozi. Mislim, da smo skozi v točki, no. Ja, če ne bi bila v belem oblečena, bi pa drugače videla. Ne, tudi kaj niste bila v belem, sem bila... Najbolj ste opazna, če zaležiš, koliko? Celo minuto se vas še vidi. Ampak samo vas, to je zaradi bele obleke. To je svet. Moram reči, ker niste bila v beli obleki, ne? Ne, sem močen. Sem vas isto videla, kada smo vsi skozi, mislim, kada je točka, no, skozi, ne glede na obleko. No, mislim, ta... Tu bi povedala eno stvar, tudi izginem. Ja, samo za trenutek. Mislim, vse jasno. Ja, gre v enem delu. Ko govoriš tisto, kar živiš in živiš tisto, kar govoriš, se to začne dogajati. In ne rabiš ničesar. To, kar ti si, samo ozavestiš. In vsak izmed nas je to. Pot do tega je pa učenje. In zelo težko je na človeškem pogledu mogoče sprejeti en del, tudi izkušnje bom povedala. Zdaj smo že eno neskončno povezavo ustvarili med seboj. Te lamete, to so te mehke žogice, ki božajo gong, so lani izginile. Vedno brez vsega. No. Jaz nimam nobenih oglasov, ničesar. Ljudje prihajajo sami od sebe. In tako so me tudi povabili v Brelo, ne vem, če ste bliže kdaj v Makarski, na Makarski rivieri. In tam je ena skupina žensk prosila, če grem en teden z njimi in imam zvečerne meditacije pa gong. In se je zgodilo, da ko smo odšli teh malet, ni bilo nikjer, pregledali smo vse, pospravili vse, okej. Ni bilo prvič, ko bi se dematerializirali, ampak malete so se prvič dematerializirali. Vzamem stvari, pridem domov. Malet ni bilo cel junij, ker to je bilo v maju. 11. julija dobim obisk enega prijatelja, ki dostikrat z družino pride na tako druženje. Drugače redno dela pri gospodu Domančiču. In me prosi, če lahko poskusi igrati, da zdaj je pa pripravljen, da lahko poskusi Urana. Jaz ga danes nimam zraven, imam Neptun in tega Urana. Uran je tisti, pri katerem moraš v kratkem času veliko narediti. In ti ne pusti, da bi, ko ga enkrat slišiš, to je tak, tako pok, moraš iti. Jaz za prvič ponavadi poprosim, da mi povejo in danes še ni bil čas za Uran. In on prosi, je rekel, lahko poskusim. Sem rekla, ja, imam eno maleto, se veš, dveh še nisem nabavila, dematerializirali sta se mi, ne. Greva gor, ne, pogledava to vrečko, kjer je, ko je tam tako položena. Pa je rekel, ampak jaz bi se vsem stal prostor, en poseben prostor je tam, kjer se zbiram. Tako bo tak malo postal, ker bo te spomine v držav že steklo.
In ko grem jaz dol, gospod Bill naenkrat zakriči, malete so se pojavile v vrečici, potegne obe ven in jih prinese dol in bil je strašno srečen, da se je ta čudež pač naredil čudež. Ampak to je normalno. S vsem srcem, kar smo delali tisti teden, kar se je prelilo med nami, so malete dobile toliko srčne energije, da so šle na nek drug prostor, na nek drug planet in tam ostale do tistega trenutka. In od takrat, ko so se vrnile, igrajo zopet drugače. Vzemite ali pustite, meni je vse eno. Na nič se ne vežeš več, vse eno ti je. Ko prideš med ljudi, poveš tisto, kar ti si, ali te spremljajo pa ne, vse eno, ti veš, da si povezan. In to je bistvo, da vse, kar daš, se obilje prelije med nami. In ko daješ ljubezen, se ta ljubezen prelije nazaj. To je to. Dano mi je bilo v tem življenju, da sem veliko delala z otroki. In pubertetniki, 9., 8. razred. In verjamete ali ne, meni je vseeno, taka tišina, kot je zdajle, je bila, ko smo delili stvari. Pa je kemija kar precej zahtevna, ampak vedeli so, da učimo drug drugega. Da nisem bila jaz kot učitelj, pa ne oni kot učenci, ampak da so se te bloke prilile drug v drugega. In ko smo zadnjo leto, ker jaz sem potem prešla, dala sem študijska leta, ker sem videla, da nimam več kaj dati. Dala sem vse, kar mi je bilo dano dati. In takrat se je v učilnico spustil vijoličast žarek. Sredi predavanja, ko smo imeli, je vijoličast žarek razsvetlil cel razred. Mi smo imeli turkizne zavese. Otroci so bili srečni, ampak otroci dojamejo vse, niso obremenjeni s človeškim delom. Odprli smo vrata in ta vijoličast žarek, ker smo bili čisto v zgornjem nadstropju, imamo smela, je tekel po stopnicah naprej, skozi vso šolo. Ta šola je bila karmična. Noter so bili ugrabljeni otroci iz 2. svetovne vojne. In ko da se je na svoj način prečistilo. In ko se je tretjič spustil, sem vedela, da moram iti in v 2 mesecih sem odšla. Iz tega prostora vedela sem, da moram opravljati služenje drugje, da sem tam naredila maksimum, kar v tem trenutku lahko. In sem to poslanstvo sprejela. In kjerkoli me povabijo, z ljubeznijo pridem kamorkoli. To je to. In velja za vse, ko vidiš vso lepoto, v drugem se ta zrcala naprej. To je to. Sam to, da bil z vami občutek radosti, ljubezni, veselje na srčnem nivoju ostal in trajno, ne zginil. Samo spomniti se ga je treba, to je tisto, kar je. Lahko tudi spradaš mi ne? Mojca. Ker moja kolegica, ona je tudi bila na tej koli. In zdaj se bomo pile. Ne vem, mogoče ste bila vi. Mojca, Angelina. Gajšek. Gajšek. Gaj, iz Gaja. Gaj. Ne, znam se bom čula. Ona je tudi igrala na tebe. Ste imeli dole na Makarski, so tudi tista skupina igrala samo? Ne. Ne. Mene so povabili ena skupina, že se je bilo tudi nekaj fantov zraven,
In letos smo zopet to vilo, pravo vilo. Zgodba je zelo zanimiva. Slovenka je šla dol, spoznala, da je Matica se poročila in ta vila je res ima en fluid, ker je čisto v vodi. In letos so me zopet povabili, jaz več kot za teden dni se nikamor ne vežem, ker sem rada svobodna na svoj način, da lahko grem iz enega konca na drugega. In letos bo tudi konec maja, pa prvi pa drugi v juniju še zraven. Tako da neskončno lepo je deliti, iti in se življenje močno spremeni. Zadnjič smo se zopet dobile, zraven so me prosili, da sem prišla tja in si povedala svoje izkušnje in ogromno se je dogajalo, ogromno. Bilo je vsek, že sproti se je ustvarjalo čiščenje tam, kjer so zastoj. Veliko je bilo čiščenje pri mehurju, potem srčne čakre, grlene čakre. Duša je pod popkom. A duša je pod popkom? Tu, 2 prsta pod popkom. Tu je tisto, ko potem zavrejamo. To meni zdaj stalo kruj. Se oglaša. A je možno? Ne. Možno šora bo več. Meni se tle dol dogaja, pač jaz delam ta proces, pri svadbi sem zdaj že 4. In je zelo naporno. Zelo. Pomeni, da po noč jaz čutim tako energijo, da ne spim cele noči, potem je to v noge. Večji del je tle v spodaj pod popkom. Ampak to samo zvečer, čez dan nikoli, pomeni, da ni spanca. Bom pa pol osebno, To je duša. če boš, bom ene stvari povedala, ko je bolj osebno zame. Kaj vi dovolite, da delim vaš kontakt? Ker imamo te elektronske naslove za vabila, pa če želite, ga lahko posredujem, če kdorkoli želi, da vas pokliče. Lahko, kdorkoli. Lahko? Lahko. Kdorkoli lahko. Lahko kliče, ni problema. Ampak glavni je Joško. Mislim, pa dežni Joško, da se pripeljal danes. Če si bil pa volim, da je tako. Videla smo en del, ki ga deliva, v bistvu, ko bomo del skupaj, bomo tudi veliko stvari podelili. V življenju ni nič slučajno. In ko pride obdobje, ko mu jaz rečem, največji blagoslov življenja je Saturnovo učenje. Ko se začneš učiti preko Sade Satija, to je ena oblika, ki traja 7 let pa pol, s človeškim pogledom najtežje, z dušnim najlepše. In takrat, hočeš ali nočeš, te pripelje tam, kamor moraš iti. In to je to. Vse te oči, vsaka bolezen, vse stvari, to so Božje stvari. Z ljubeznijo sprejmemo. Vsaka stvar, ki se nam zgodi, ne z jezom, ne z odporom, ne z bojem, z ljubeznijo. In 100% deluje. Kako ste rekla v obdobju Sade Satija, da z človeškega vidika je najtežje, z duševnega pa najlepše? To je božanski del. In Saturnovo učenje je najlepše učenje, ker te pripravi, da to narediš v tem življenju. Stari. In to je to. Kako reče stari? Letošnje leto je tudi s Saturnom povezano. Veliko bo preizkušnje, ne gledajte s človeškimi očmi. Joj, zdaj bo pa marec, to bo pa zelo hudo, ne? In se že pripraviš in res tako energijo potegneš. Ko jo sprejmeš z ljubeznijo in z ljubeznijo vsako učenje, kakršnokoli je, pa če je s človeškim pogledom še tako trdo,
Da nam včasih gre, da mislimo, da bo struna počla. Ne poči. Ko občutiš, da je v skladju s tabo. To je to. Rekla, da je 4 prste pokopa duša, moja je za filmska. Ko pač pravim tvojim, kako jaz to gledam, bilo je vedno, da je v stiku s filmsom, za filmska. Jaz si svojeg, vse je prav, karkoli čutimo, ni napak. In ko ti se tu odpre ljubezen, tisto, kar v nas biva, to, kar nas med seboj poveže, ne ljubezen, na človeškem vidiku, to se gre za tisto izjemno sočutje, ki ga čutimo drug ob drugem. Ne obremenilno, da se nam kdo zasmeli, pa mu doložimo še svojo težo zraven. Ampak tisto, da ve, da je dovolj močan, to je to. 2 prsta pod popkom, so pa naši drugi možgani. To je tisto, kar se v tem trenutku uči Bog skozi nas. In pravi možgani so tu in tu je tisto Božje, kar v nas živi. To, kar smo. Vsak od nas je Božji. Sam. Moja teorija ne govori, se imamo govoriti, da je tu, ne tu. Sploh ni pomembno. Mene je pomembno, kako še reči, da se ne drugi zaletijo ravno to. V vaši teoriji je tam, po moji je tu, obstajajo verjetno tudi drugačne, ne, to je to. To je to. Ampak to ni pomembno. Ne, ker fanti si misli, da je, tam tudi je. Tako, to je to. In tudi prazen prostor, ki je v nas, ne, ki nas pripelje do te tišine, te globoke tišine v nas, je vse posod. Mi pač radi imamo razdelano to stvar. To je to. Vse to, kar se počne, jaz nisem nikoli poskušal odgovorna. Vsa moja aktivnost, ki je recimo v tem duhovnem razvoju, sem naredil, cilj je bil vedno, da pridem v pogovor, v kontakt z dušo. In jaz pravim, še nekatere, nehajte biti bralci, bodite aktivni opazovalci, aktivni, in če si aktivni opazovalci, najdeš svojo dušo. In človek šele takrat, ko doseže kontakt z dušo, takrat je dosegel v bistvu neko pot. In takrat lahko Marina pošilje vabila. Pustili smo. No, zdaj bi pa lahko odprl še en del, kar ga čutim. Svoja duša ni omejena in tudi ni v prostoru, ki ga mi določimo. Ta je neomejena in ko se izrazi skozi tebe, je več kot ta prostor. To pa je. Se strinjam. Kako začutiš dušo svojih bližnjih pokojnih? Se prepustiš, zaupaš? Ja, živih in mrtvih ni pomembno. Vsak ostane, ker je večno. V vseh preobrazbah. In ogromno je bilo rečeno, kje, kaj, v našem telesu. Mi postavimo omejitev in potem je točno tam, kjer jo omejimo. Točno tam. Če jo omejimo tu, je tu. Če jo omejimo tu, je tu. Ko pa spustimo to, je čez cel planet, pa čez celo vesolje.
karkoli si imela namena, karkoli ti ni daleč od tega. Znam, teklo je vse po višjem načrtu. Nismo omejevali človeškega dela, da smo omejili zopet v času in prostoru. Tokrat je pač teklo tako, kot je teklo. Bi še kdo karkoli želel podeliti s drugim? Joško, imaš tako veliko auro danes, če boš nehal, boš začel leteti. Hvala, Vojko, hvala. Ja. Veste, Mojca vam govori, ker ona dobi direkt za kašo. Jaz vam pa govorim stvari, ko jih preberem, pa potem prakticiram, pa potem govorim. In to je razlika. Zato sem jo danes pustil čist primer, da je lahko izpeljala tako, kot je bilo napisano na dušo. Ker sem jo povabil, ker jaz mislim, da je prav, da sem jo povabil, da ste jo slišali in videli. In se ji zahvaljujem, da se je odzvala. Obenem, ne, se je pa dotaknila tudi stvari, ko jih imamo mi na delavnici. Pomemben je ta trenutek, da ga sprejmemo takega, kot je. Da smo popolni, da imamo svojega otroka tukaj noter, ki vsake toliko časa si zaželi čiste ljubezni. In ta otrok nas vse brca celo življenje, dokler ga ne povežemo z odraslim. Se pravi, se nekako po svoje vedemo ali pa zbolevamo. In to je ta knjiga, ko je ona rekla, da gre že četrtič skozi. Tudi jaz sem četrtič. Govori o energiji, ki je ujeta, ker smo jo ujeli, ker smo jo ujeli po svojih starših. Evo, kako je bilo. Majka zdrava, proces prisotnosti. Tako kot je ona rekla. Ni lahko, ker dobiš tudi neljubeče stvari. Ker se marsikaj dogaja, ampak samo sprejeti je treba vse. No, vse boli. Ampak zakaj jo boli? Zaradi tega, ker ne kontrolira več z možgani. Nič več se ne trudimo, da obvladujemo stvar. Ampak moramo spustiti. In ko spustimo, se začne pa stvar dogajati. Pride bolezen ven, ampak kakor je prišla ven, ko bo šla. Ko bo šla. Sprejeti je treba tudi to, tudi bolečino. Bolečina, šele bolečina nas pripravi do tega, da začnemo biti. A ne? Kaj pa zdaj? Ja, pejmo hitro pozdravila, spet obvladujemo. Ne, puste, ne bo bolečina. Opazujte, koliko je Vojko rekel. Opazovanje je to.
Ne samo na ven, koliko je lušna, ne. Ja, je prima, ne. Ja, a kaj pa jest? A kaj pa ta bolečina? A ja, tabletek. Opazuj bolečino. Bodi z njo. Ni pa še zastojn. Mi smo zato tukaj, ne, da to sproščamo. In čim bolj bomo sproščali, bolj bomo občutili življenje. Kako si rekla? Življenje nas ima. Življenje živi nas. Živi nas. Ja. Veste, to je smešno, ampak tudi dih, odkot pa pride. Odkot pa sploh pride dih, da ga lahko opazujemo. Ampak to je samo pot, da pridemo do tega, da se lahko opazujemo. In skozi opazovanje se naša zavest lahko širi. Stvari ni. Jaz bi se vam zahvalil, mojci, da je prišla, da se odeležila in vam, da ste... Hvala. Zame je vedno enak blagoslov. Tu je vedno enakovredno. Vedno. In vedno teče skozi vse. Enako. Hvala. Hvala tudi vam. Enako. Mojca, eno vprašanje. Ja.